Mnogo težja kot v času konjunkture. Ankete, ki so jih delali strokovni krogi na to temo, poudarjajo vlogo finančnika na področju cash liability managementa ali preskrbe denarnih sredstev iz poslovnega procesa, ki ga obvladuje finančnik, v katerem deluje. Naslednje področje je poslovanje s bančnim sistemom. Vemo, da nam je zelo pomemben bančni sistem, vendar se tudi banke sedaj obnašajo nekoliko drugače, ker jim pač tako narekujejo njihove omejitve in predpisi. Finančnik torej mora poznati prav vse dele poslovnega sistema in zagotoviti čim hitrejše obračanje obratnih sredstev in priliv denarja na račun, da bi bil čim bolj neodvisen od zunanjih institucij in finančnega sistema. Kapitalska ustreznost je strokovni termin, ki ga omenja Zakon o finančnem poslovanju in v osnovi pomeni zagotavljanje toliko dolgoročnih virov sredstev, da so krita vsa osnovna sredstva in del trajnih obratnih sredstev. Je pa tudi eden od elementov kazalnika kreditne sposobnosti, ki ga ugotavljajo finančne ustanove. Je pa odvisen od vrste dejavnosti, od obsega in vrste dejavnosti ter od tveganja, katerim je izpostavljena določena organizacija. To bi bilo v glavnem to. Za kapitalsko ustreznost je po stroki odgovorno poslovodstvo. Ja, finance so ena temeljnih poslovnih funkcij, računovodstvo ali pa strokovne službe računovodstva so pa službe in del informacijskega sistema, ki financam zagotavlja prepotrebne notranje in zunanje informacije za poslovne odločitve. Je pa zelo odvisno od organiziranosti in velikosti, kako so organizirane finance in računovodstvo, je to pa osnovna opredelitev. Torej, računovodstvo zagotavlja točne, pravočasne in notranje in zunanje informacije za poslovne odločitve, tako zunanje kot notranje.